Kakšni so kaj občutki po takemu fantastičnemu koncertu, kot je bil danes? Zdaj trenutno itak je še adrenalin noter v meni in euforija, tako da super je bilo, res odziv je bil a veš ono, ko začnejo vsi peti in sploh pač bi bilo sam mikrofon dal in tako res je bilo lepo. Tle ste že bili, je bilo tudi na zadnje tako, ali je bilo danes prav še nekaj posebenega, je bilo nekaj posebenega v zraku, no bi rekel? Tako je, samostojne špila smo imeli dva tukaj, odkar sem jaz. 2008 je bil itak čist divji, ker je bilo tista vrnitev velika. Pol 2010 je bilo malo manj, ker je pač bilo takoj 2 leti. Zdaj pa seveda 14 let minil, ne, in je spet bilo kar, ja, no, mislim, brez besed sem. Sem videla, folk je hotel še, vi sicer bi, če bi lahko, ne, verjetno? 2 uri igram, mislim, 2 ure za naš tip muzike je kar naporno. Tako, ja. Lahko mogoče potolažimo tiste, ki se danes še niso, mislim, so si dali duška, ampak oni bi še, no, to pomeni mogoče napoved kakšne turnejce? Mislim, bomo še igrali, ja. Se tudi, zdajle mislim, da je že napovedan naprej, tako da zdajle nismo objavljali, ne, ker smo počakali, da bojo tele križanke šle mimo in ta teden se bo že začel objavljati, kako pa kaj. Danes se pogovarjamo ravno tik po koncertu Njetov, kjer si tudi ti nastopila in sicer pri pesmi Beli prah. Mi lahko malo poveš več, kako je prišlo do tega sodelovanja? Ja, v bistvu poklical me je Aleš Češnovar, pokojen, njihov član benda, in sem pravzaprav takoj rekla, ja, evo, čisto tako je bilo. Ne ta standardna praksa, da se nekako presprešuješ, ker pač jaz sem v bistvu kaj, pa ne 12, sigurno, ali mogoče 11, ne spomnim se čist, sem bila ena unih, ki smo pol tisto kaseto poslušali cele dneve, pa sem imela nek tak ruzak, kot je ta, sam da je bil vojaški in je na enem izmed žepom pisal Njet, zelo na veliko, ostalo so bili Smashing Pumpkins, tako da sem v tej srednji šoli, na oblikovni, sem ta ruzak ponosno nosila celo srednjo šolo in že od takrat jih imam v srcu, tako da je bilo zelo simpel, no. Delo z njimi je bilo simpel, še vedno je, in jih imam zelo tle, ker so super. Pa si danes imela tako nek podoživetje na veliko nivojih, ne, še rekla šola, ne, ta komad, še Črešnova žal pokojne, kot si omenila. Kako pa je bilo tako na odru, kakšna je bila publika, kakšni so Njeti še vedno isto, imaš vedno toliko energije, ko so jih imeli, ne vem, toliko let nazaj, kaj bi rekla? Jaz bi rekla, da imajo. Danes se je prav to videlo. Ja, nisem niti se v bistvu spraševala tega, dokler zdaj nisi vprašala. In, ja, ker včasih pravzaprav sploh pri kakšnih rock skupinah lahko majhen pojenja. Drugače, če si, ne vem, Cezarija, Ivora, pa se pol še malo postaraš, kako bi človek rekel, je drug način. Pri rocku, ja, majhen težji ti skačeš pol kasneje. Tako da ja, neki delajo prav, da lahko takole norijo. Mi smo pa itak v bistvu, mislim, jaz ko z njimi nastopam, pa nisem zdaj prav zelo velikat, ne, posneli smo Beli prah, posneli smo Pod staro jablano, se pravi v okviru teh rokovnjačev, v okviru predstave, ko so oni delali muziko za predstavo, in sem ves čas pol fan, pol nastopajoč, tako da to je moja zgodba. Danes se pogovarjamo po 40. obletnici Njeto na odru Križank, del katerega si bil tudi ti. Povej mi, kako je pa prišlo v bistvu nekako do tega sodelovanja? Ti verjetno se še nisi niti rodil, ko so oni začeli. Ja, lepo si opazila, jaz nisem še 40. V bistvu Borut Marolt, z njim prijateljujeva že nekaj časa in sva
si izrazila že drugemu, da spoštujeva in da sva si všeč kot artista in kot človeka. In potem me je povabil na ta dogodek in sem z veseljem pritrdil. In kako ti je bilo stati danes, kakšna je bila kaj publika, kakšna je bila atmosfera? V bistvu sem bolj malo stal, več ali manj sem skakal, ne. Tako da meni bo vrhunsko in tudi lahko sem si izbral komad in sem si izbral moj najljubši komad in sem ga lahko odpel in sem se lahko drl in nisem bil nič nervozen pred nastopom, ker sem lahko bil to, kar sem in to. Videla sem, če se ne motim, tudi, da si šel tako med publiko, so te zelo zagrabali, si se kaj bal, da ne boš mogel nazaj? Ne, najprej sem duval po glavu, me eno žgal, pa so mi spizdili očala, pa sem odpel eno kivico, pa sem rekel, da grem nazaj. Se pravi, v bistvu bolj nepozabne spomine so tu zaradi tega, ne? Itak, Bolano je bilo stari. Bolan špil, Bolani so njeti timeless, evergreen in forever.